Prvo, lep pozdrav v moje imeno. Hvala vam, ki ste se udeležili. Posebej med nami pozdravljam županjo občine Ljutomer, magistro Olgo Karmo. In bi prvo dal besedo župani, da malo spregovori. Izvoli. Ja, hvala lepo za lep pozdrav. Jaz sem prišla danes na povabilo gospoda Vencla, v bistvu je moja desna roka, ker sem ga pač izbrala za podžupana občine Ljutomer. Ko ste najbrž že opazili, neprelekija, najdemo informacije o vseh naših kandidatov, ki so dejansko kandidirajo za volitve v državni zbor. Jaz sem rekla, da ostavam neutralna do vseh teh, ki so pač kandidati in se tudi udeležujem vseh tistih predstavitev, na katere me povabijo. Z veseljem zaradi tega, ker bi se tudi rada ustvarila vtis od vsakega posameznika, kar se tiče, in osebno ne bom nikoga tako javno podpirala, zaradi tega, ker verjamem, da bi lahko vsakem, kjer je zdaj dejansko kandidat, seveda razen ne bi izpostavljala teh odnosov z gospodom Juršom, sodelovala odlično, zaradi tega, ker tudi zdaj sodelujemo, vsi so prišli do mene in smo se tudi kar fajn pogovarjali, tako da mislim, da bi bilo sodelovanje lahko dobro in bi lahko delali vsi v korist naše občine oziroma naših občank in občanov. Lahko povem toliko, da sem se pravilno odločila, da sem gospoda Vencla imenovala za podžupana, ker se res trude, sicer jaz sem tudi takšni človek, jaz kar delo razporednim, pa tudi nekče rezultatem pač pričakujem, tako da najeno sodelovanje je fez dobro, tako da jaz mu tudi iskreno želim, da bi uspel pač z volitvami. Vkolikor bo imenovan za poslanca oziroma izvoljen, glede na to, da res dela pošteno in vidi, da se trudi delati dobro za ljudi, bo nam seveda manjko, zaradi tega, ker ne more upravljati obe funkciji naenkrat, ampak postal bo svetnik in mislim, da če bi bil poslanec, bi tudi lahko ogromno naredil dobrega za občino. Tako da si želim uspešno na volitvah, naj čim več ljudi podpere in uspešno izvolitev. Če ne bomo se dali naprej služili. Hvala župani za spodbudne besede. Pa bi jaz se malo predstavil. In sicer sem Janez Vencer, diplomiran varstvoslovec, podžupan občine Ljutomer, upokojeni policijski inšpektor, v občinskem svetu občine Ljutomer sem zdaj drugi mandat. Sem tudi čebelar, podpredsednik Čebelarskega društva Ljutomer, član upravnega odbora Čebelarske zveze Slovenije in tudi član komisije za odlikovanja pri Čebelarski zvezi Slovenije. Kandidiram na listi stranke mladih Zelene Evrope, to je 8. volilna enota, 3. okraj, ki zajema občine Ljutomer, Križevci pri Ljutomeru, Vežeji in Razkrižje. Kot poslanec se bom zavzemal predvsem, da bo v čim večji meri uresničen program stranke mladih Zelene Evrope in seveda uresničene čim več mojih idej in prepričanj. Posebno se bom zavzemal v državnem zboru za pravno državo, s čimer mislim predvsem sprejemanje zakonodaje, katere je možno izvrševati seveda tudi v praksi, kar v današnjem času ni tako, bolj učinkovito sodstvo, reorganizacija državnega pravobranilstva, državo bolj prijazno do kmetijstva in malih ekoloških kmetij, javno zdravstvo enako dostopnim vsem ljudem, večjo uporabo državnih simbolov in pripadnost državi, za kvalitetno domovinsko vzgojo že v osnovnih šolah in srednjih šolah. Sem tudi za ukinitev RTV naročnine, spremembo zakonodaje na področju volilne kampanje v smeri enakih možnosti. To se vidi tudi danes, povabil sem okrog 25 medijskih hiš, se vidi, koliko vas je prišlo, tako da male stranke, kak smo mi, smo nekako zapostavljeni in medijsko izolirani. Potem
Zavzemam se tudi za učinkovitejše in manj birokratske inšpekcijske službe, za zmanjšanje ministrstev, zmanjšanje števila poslancev v državnem zboru. V stranki Mladih Slovenije Zeleni Evrope smo prvi predlagali ukinitev naborniške vojske, zahtevali brezplačne vrtce, aktivno sodelovali pri ohranitvi protikorupcijske komisije. Sam sem tudi prepričan, da je zelo pomembno, da poslanec dobro sodeluje tudi z lokalno skupnostjo. In seveda da ima dober odnos z župani z volilnega okraja in tudi širše. Sam lahko rečem, da dobro sodelujem z županjo občine Ljutomer, magistro Olgo Karba, kjer sem tudi podžupan. Imam pa tudi dobre odnose z ostalimi župani v našem okraju, to je županom iz Križevec pri Ljutomeru, Veržej in Razkrižje, pa tudi širše, recimo Apač, Gornje Radkovne, Radenec. Tako da mislim, da bom kot poslanec z njimi dobro sodeloval in z njimi tudi aktivno skupaj pripomogel k boljšemu razvoju Prlekije, Pomurja in seveda tudi Slovenije. Pri tem se bom posebno še zavzemal kot na regionalni ravni za uspešno realizacijo izgradnje pomurskega vodovoda, da bodo ugodno z lokalno skupnostjo strani države sprejeti občinski prostorski načrti, Ljutomer sedaj v pripravi, da bo država v večji meri pomagala pri izgradnji kanalizacije, predvsem tudi podeželja, da bo država več prispevala in sodelovala pri obnovi lokalnih cest, katere so do sedaj večinoma občin v katastrofalnem stanju. Zavzemal se bom tudi za omejitev tovornega prometa po regionalni cesti Ormož-Ljutomer, Križevci pri Ljutomeru in Veržej, ter Ljutomer in Razkrižje. V tej smeri je sicer se ustanovila že tudi civilna iniciativa, katere član sem tudi. Državni zbor bo po mojem delal takrat dobro, ko bo sprejemal malo obširno in vsem razumljivo zakonodajo. In na to seveda spremljal, ali se ta zakonodaja na terenu tudi izvršuje. Danes se žal v državnem zboru sprejema zakonodaja površno, po hitrih postopkih, nerazumljivo, dvoumno, pisano na kožo nekaterih posameznikov, sprejemamo se spremembe še preden prične zakon veljati, s tem pa se med ljudi povzroča le zmeda, neizpolnjevanje te zakonodaje, jeza, podaljšuje se postopki na sodiščih in podobno. Kandidiram zato, da se bo glas Prlekije slišal tudi v Ljubljani. Na konec samo še poziv volivke in volivci. Pozivam vas, da se 4. decembra udeležite volitev in obkrožite številko 13. To je številka stranke Mladih Slovenije Zeleni Evrope, na katerih listi tudi kandidiram. Nekateri pravijo, da je 13 nesrečna številka, upam, da pa za mene srečna. Za zeleni preboj v Prlekiji, Pomurju in tudi Sloveniji. Hvala lepa. Pa dam besedo.